Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na našo prvo pogovorno oddajo Za masko. Na tej oddaji se bomo precej osredotočili na igralce ter na komike, govorili o njihovih začetkih in bodočih ciljih oziroma željah. Z veseljem pa vam predstavljam današnjega gosta, stand-up komika ter novinarja na Radio City, gospod David Gorinček. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo zdrav. Kako ste, kaj danes? Vredi, vedno boljše. Za vse gledalce doma, ki vas morda ne poznajo, bi se lahko na kratko predstavili? Jaz sem David, jaz sem slovenski konic. Hodil sem na to šolo, torej srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Drugače, ja, glih en mesec je minil, odkar ne delam več na Radio City, tako da sem zdaj profesionalno komik. Ja, drugače pa ja, začel sem kot moderator tam, potem nadaljeval kot novinar, se priučil obeh teh poklicev, zdaj pa sam še oder za mene. Okay. Torej, omenili ste, da ste bili dijak na naši šoli, da ste obiskovali smer medijski tehnik. Česa pa se vi najbolj spomnite iz vaših srednješolskih let? Vam je ta šola oziroma smer izobraževanja imela kakšen vpliv na vašo sedanjo kariero? A je že komedija bila že od malih nog vaša največja želja? Pa ja, komedija je bila nek naravn klic, veš, to sem vedno hotel nasmejati ljudi. Nikoli nisem razmišljal, da je bila to poklicno delo. Ko sem prišel na to šolo po pravici, povedano, nisem vedel, kam naj se opišem, pa je bilo to nekako tisto najbolj, kaj pač je ok. Šola mi je bila všeč tako vizualno, pa to, ko sem prišel na informativni dan. Ogromno mi je dala profesori, sploh za prakso, pa to so mi dali veliko vpogleda oziroma občutka za estetiko, no. Še danes, ko pač sem stand-up komik, svoje lastne grafike pripravljam in tako naprej, in to je seveda ful dobrodošlo, ne. Šel sem bolj to študirati medijsko produkcijo, tam je to bila sam nadgradnja tega, mi je tudi na faksu bilo lažje, tako da ja. Najbolj pa po moje, zdaj, ko sem že 35, da po vseh teh letih od mature in vsega tega srednješolskega dogajanja, lahko rečem, da se najbolj zapomnim sošolce a profesorje, pač ljudi, ki so tu bili takrat z mano. Glih danes sem šel po Grajskem trgu, sem videl enega sošolca, bivšega Webra, ga lepo pozdravljam, tudi Matjaž Lopinšek Lupi, iz Starš, on je bil prejšnji teden, smo bila na kafeju ali 14 dni nazaj, pa Kečap, pa Sven, pa Hitl, pa tak naprej. To sem si najbolj zapomnil. Super. Torej, od leta 2017 ste začeli delati novinarska in moderatorska dela pri Radio City, katere ste mi zdaj povedali, da ne delate več. Isto leto decembra pa ste tudi imeli svojo prvo stand-up predstavo v klubu stand-up komedije Desetka. Je tako prav? Zanima pa me, če se spomnite kakšnih občutkov tistega dne. Ste imeli kaj treme na odru in česar se najbolj spomnite iz tiste predstave? Spomnim se nič, ker to je toliko adrenalina čez telo, da te kar resetira, tako da bi imel prometno nesrečo približno. Spomnim se, da sem iskal ta klub, ker je malo skrit, zdaj se reče torej Pionirski teater, takrat je bila to klub Desetka. Spomnim se, da sem iskal, da sem hodil po ulicah okoli po Ljubljani, pa sem bil meni to res treba. Če se zdaj usedem nazaj, pa se pelam nazaj v Maribor, isto bo, pač na radiju bom delal, nikoli nem stand-up komik, se ne rabim, niti nisem vedel, kako to poteka, oziroma niti predstavljati se nisem znal, kaj to naj bi bilo, ne. Tega spomnim se, da sem prav imel to misel, ne najdem, ne da se mi, grem domov, potem sem rekel, pa grem vseeno, no. In sem šel vseeno, porazno slabo, ko sem rekel, sploh se ne nastopa, se ne spomnim. Imam posnetek in doživljam panične napade, vmes, ko ga gledam, ker je ta človek to dela, zakaj se je on spravil na oder. No, pa postopoma je šlo pa pol vedno na boljše, ampak že takrat prvič sem imel občutek, da ok, to pa nekaj, kaj bi jaz lahko rad delal. Ja. Torej, vi ste že zelo izkušeni stand-up komik, tako kot ste že rekli, saj ste nanizali že več kot 300 nastopov, menda? Veste morda točno številko? Je približno 300? Po hitri matematiki 8 let minus leto pa pol nenastopanja zaradi korone, ja, bo bolj 400-500 po moje. Super. Recimo. Zanima pa nas, kateri nastop vam je najbolj ostal v spominu in seveda zakaj? Definitivno prvi Lentovski nastop.
Prvič, ko sem bil povabljen na Lent nastopa, to je bilo wow, 200 ljudi, takrat je bilo to seveda 20krat več kot prej. Pa tak, nekako, jaz sem se v Mariboru vedno domače počutil in ko me je sprejel, ko sem bil sprejet v to družbo ljudi, ki so nastopali na stand-up Lentu, sem se počutil tako, da evo, zdaj sem pa prišel v nek klub, kjer sem doma. Tis mi je bilo po mojem res tak najbolj pri srcu. Pa vas je kdo, ki vas je poznal, je bil tam v občinstvu, vas gledal, se smejal na vaše komentarje? Veš, da ne, na začetku sem bil bolj zadržan s tem, da bi koga vabil, ker nisem bil zares dober, ne? Ja. Pa, ker sem vedel, da mogoče lahko je to polom, rajše na prve nastope nisem vabil ljudi. Mislim, da so prvič starši prišli pol na Štuk, v kavarni smo nastopali. Ampak ja, takrat na Lentu tudi, razen tisti ostali komiki, ki sem jih takrat že spoznal, pa so osebje festivala, pa to njih sem že poznal, ne zares tako, da bi nekdo od žlahte ali pa kolegov prišel. Ja, omenili ste vaše starše. Oni so vedeli za za vašo željo postati komik in kakšni so bili njihovi občutki približno, če Ja, znate povedati? vidiš, ne zares, jaz nisem tega dobenemu povedal. Pol sem med korono neke stare zapiske našel, ko sem jih 5 let preden sem prvič to ponovno začel pisati, pa pozabil na njih, ko sem pospravil stanovanje, sem jih najdel takrat, ko smo vsi vse našli. Ne, pa dobenemu nisem povedal, imeli smo band, nastopali smo v Stolpu 3, ena legendarna mariborska lokacija za koncerte, tam smo imeli tudi vaje. Pa je tisti band tak počasi začel razpadati zaradi časovnih stisk, ko smo jih imeli. Ne. Pa sem imel tak v roku 1,5 leta sem se odločil, pa bom šel enkrat, pa sem začel pisati, pa sem začel vaditi, pa bilo pol 5 minut, pa bilo 10 minut, pa 15 minut, pa so mi dali 6 minut, pa sem ugotovil, da je to 6 minut 55 preveč. Tako da, ja, doben ni zares vedel, ne, tudi starši ne. Torej, to je bilo vaša želja v srcu, samo vaša, nobeni nasploh vedel za njo. Super. Torej, zasledila sem tudi, da ste veliki oboževalec nogometa, tako kot tudi jaz, seveda. Zanima pa me, kateri klub podpirate in kdo vam je najboljši igralec, oziroma vam tudi najljubši vseh časov, pa tudi morda zdaj. ND Dravinja, moj domači klub, tam sem treniral, NK Maribor pa Marcos Tavares. Super. Ja, ko sem bil mlajši, sem dosti bolj gledal Liverpool pa Borussia, Dortmund, pred to generacijo, se pravi, takrat, ko so bili Tomas Kohler, pa Rosicki, pa koja so še bili Schneider, mislim, da je bil tam, ko sem bil ful mali, sem gledal to. Marsikdo ne ve, 1 milijonar je kupil to Borussijo in jo ful financiral, potem sam propadel, tudi klub je skoraj propadel. Navijači so dejansko rešili ta klub in danes je ta Borussija čez nekaj drugega, ne, kot takrat. Ampak ja, takrat so mi različni tuji klubi bili všeč, pa sem se bolj, ko ne po srednji šoli, nekako začel bolj na slovensko prvo ligo, na NK Mariboru se dotočiti, pa mi je to čisto tako, ok. Marcos Tavares, legenda Maribora, najboljši igralec za njih vseh časov. No, slišala pa sem tudi za vaš moto, dokler ne letijo glaži po tleh, nisem zadovoljen. Imate mogoče kakšno, a bi lahko ta moto bolj podrobne razložili in zakaj ste si ga sploh izbrali? Ja, malo sem že odpisal prej, ne, izjemen adrenalin gre čez tebe, ko si sam na odru, res čisto sam. Ne. Improigravci, na primer, oni so vsaj 3, 2, tudi mogoče, večino jih je pa 5, recimo. Govorimo dolga. Vedno te nekdo reši. Ne. Tudi med koncertom, če si sam, če si solo, imaš še vedno inštrument, na katerega igraš, nisi čisto sam, tu si pa res sam. Ne. Tu pa, ko začutiš, da bo šlo slabo, ne, ko se ti začne tak nek pot tule po hrbtu nabirati, je to ful grozen občutek. Ko pa začutiš, to bo danes bo pa res dobro, ne, takrat je pa v kontrasmer ta občutek. In to so čist, v bistvu ni nič metafizičnega, ni nič nekaj spiritualnega, to je čist kemična reakcija se zgodi v tebi, ki je potem že tako daleč in tako močna, da si odvisen od tega, da ti prav fali po nekaj časa, si tak, zdaj pa en teden nimam nastopil, se malo spočil, pa začneš pogrešati, ne, ker te dejansko kemično to vabi. To, ko si pa v stanju res razturavanja, jaz rečem, ne, ko pa če res si dober, ko si prišel na pravo publiko s pravim materialom, ti se najbolj počutiš, oni so za akcijo,
takrat je pa to res nepopisen občutek, take ekstaze v bistvu. In ja, to je skozi nekaj, kar loviš, ne. Tako odvisniki od drog, v bistvu haj loviš nek vrhunec. No. In ja, to je pač za mene tisto, kar bi jaz rad delal skozi, če bi le šlo. Sem ni možno, ampak ja, vedno pa to lovim. Torej, vi kot komik, ko sami nastopate na odru, ne, imate mogoče kaj, kako bi se ljudje spopadli z tremo, s tem, da sami nastopajo? Najboljšo tehniko, ki si jo najdu na internetu, lahko povzamem na hiter, to je, da trema je isto kot razburjenje. Ne? Se pravi, če sam rečeš, nimam treme, jaz sem sam razburjen ta trenutek, ker grem na oder, se že to v tvoji glavi nek psihološki obrat naredi. Se pravi, kozarec je pol poln ali pol prazen, ista fora, ne? Odvisno, kako gledaš. Ne? Če gledaš kot razburjenje, ti je že takoj lahko malo lažje. Tak mali mini trik, da sam sebe malo naserješ, da pač vse ni tako hudo. Ne? Potem je pa trema nekaj, kar sploh ne gre stran, oziroma problem je, če gre stran. Ker ko gre stran, ti je vseeno. Ker vseeno ponavadi imamo pred publiko tremo. Ne? Med Zoom sestanki verjetno nimaš take treme, kot na pravem sestanku. Ne? Za večino ljudi verjetno lahko trdima to. In če nimaš treme, če ti je tako, pol ti je vseeno za njih, kar je slabo, kar publika tudi takoj zavoha, če ne zavedno, pa ne zavedno. In določena trema je fajn, ne? Tisto, kar pa res in je najboljša tehnika za tremo na svetu, je pa pač nastopanje in kilometrina. Tako je. Torej, nastopali ste že z veliko znanimi komiki, kot so Gašper Berdant, Matjaž Javšnik, Tim Andrić in še mnogo drugih. Mene pa zanima, s kom vam je bilo najbolje nastopati in zakaj, in če imate kakšne utrinke z tistega dneva, če pa se ne morete za enega odločiti, lahko tudi top 3 oziroma 3 najboljše. Večinoma nastopaš najraje potem s tistimi, ki so ti pač bližji prijatelji, ne? Pač nisem z dobenim skregan v resnici, ampak ja, ne vem, naprimer s Perico Jerkovićem je najboljši, ker on je res komik po srcu in neka aura, ki seva iz njega takrat, ko je on na odru, je neverjetna in to je pač fajn, res fajn poslušati. Tin Vodopivec je čist drugačen v smislu, kako on vidi material, koliko je on hiter, pompozen na odru, oziroma čisto drugačne tehnike uporablja. To je meni ful zanimivo pri njem. Ne. Naprimer, potem imaš Aleša Novaka, Aleš je izjemno tak ljudski, tak imaš občutek, da nič ni povedal za resnično strukturirano stand-upersko punchlinerskega, pa so vsi umrli od smeha. Ne. To mi je izjemno všeč pri njem. Obratna polovica je Uroš Kuzman, naprimer. On je pa glih profesor in tudi profesorsko res metodičen, točen, natančen. Z vsakim posebej mi je fajn nastopati, no, tako moram reči. Z enimi zato, ker je pač pol na koncu ful dobra žurka, z enimi zato, ker lahko debatiraš po stand-upu, ali pa so pač samo fajn sogovorniki prijetni za tisto uro pa pol vožnje še proti domu. Tako da ja, marsikaj, ampak vsak je po svoje različno. Ne bi rekel, da je zdaj eden, pa to pa najboljši. Ja, prav imate. Jaz pa sem videla na vaših Instagram storijih, da tudi promovirate stand-up nastop, katerega imate tudi danes v Velenju, ob 8. zvečer, mislim? Ob 8. Ja. Morda veste, koliko ljudi bo tam, ja, 100. O čem se bo, 100 ljudi bo tam? 100, ker je razprodano. Ja. To je en ful lep klub, Max Velenje. Zdaj mlajši ga mogoče poznate iz reperskih struktur. Velenje ima eno ful močno rap sceno in tam so imeli ful dobre dogodke, ful je legendarno to postalo v nekem trenutku. Tudi rockerski klub je in tako naprej. In danes prvič tam nastopam, tako da se še kar veselim. Z lastnikom smo bili včeraj bila na vezi, pride še nekdo z invalidskim vozičkom in smo bili tak, da mi imamo preveč ljudi že noter, to ne vem, kako bo šlo, napišemo, da je razprodano, ker mislim, da je pa 100 kart prodanih, ja. Oziroma 99, pa to za invalida smo dali gratis. Ja, kaj je bilo vprašanje, sorry?
Če... Sorry, sem te zmedel. Ja. Imamo pa soboto, če lahko nadaljujem, zmenkarije v Žalcu. To imam pa en tak format, ko smo dva voditla in pa dve osebi na odru, ki se med sabo spoznavata z zavezanimi očmi. Ja, in pride vsak iz svoje publike, vsak sa svojega za roko pripelama, je dama gor in potem se ona spoznavata s pomočjo vprašanj, ki jih postavljaš kot voditelj. In ja, ful smešne zgodbe se zgodijo, svašta se naredi. Tako da mogoče pa tudi to MC Žalec ob soboto ob 8 uri. Ok, super. Upamo, da si bo kdo od gledalcev morda šel tudi ogledati. Be my guest, bi rekli. No, ker ste pa vi zelo izkušeni v komediji, tako kot sem prej omenila, in vedno radi nasmejite vse okoli vas, pa moje vprašanje je, če imate kakšne nasvete za morda mladino, kako postati smešen, morda tudi. Je to lahko tudi odvisno na občinstvo, katero vas obdaja na vaših stand-up predstavah? Ja, občinstvo je zelo pomembno. Tako tu vidiš, imamo mikrofone, imamo luči, vse štima, lepo je mir, lahko delamo kaj čema. Tako je isto na odru. Imel sem že nastope tak sred nekih trgov, pa to, kjer ljudje hodijo mimo in so tak, zdi se zanimivo, ampak jaz grem po opravkih. Pa če sem v službi na malci, ne moram zato gledati tega. Vkolikor imaš to pozornost publike, luč, mikrofon, dobro ozvočenje, je to ena stvar. Druga stvar si ti. Ti si tisti, ki, če si se pripravil, če si prišel, ne vem, pijan na oder in te nič ne razumejo, to je tvoja stvar, ki jo moraš poštimati, da te vsi razumejo in da je tvoj material smešen in da imaš neko energijo, da pač govoriš z nekim ne da si, kot da se jočeš. Tretja stvar je pa, tako si rekla, publika. Publika je tretjino uspeha stand-up komedije. Se pravi, včasih nastopamo na kakih takih zaključkih od firm, in če si predstavljaš, Perica ima to zgodbo, da je enkrat pred nastopom prišel gor direktor in je rekel, ja, težko leto je, nekaj vas bomo mogli odpustiti, hudo bo, pa še hujše bo, tako da pač žal. In zdaj komik Perica Erković in jih ni nasmejal. Kaj je bila fora? Oni so bili tek, a sem mogoče jaz tisti, ko bo zgubil službo, a bo se bo meni to zgodilo. To publika razmišlja. On jim je v bistvu ubil vzdušje, Perica pol, pač verjetno so samo kaj smejali, ampak če bi prišel pred njim pa rekel, super bo, še več denarja boste dobili, ne samo to, še manj bomo delali, valjda bi potem bili, fajn, in bi Perica imel lažje delo. Tako da ja, kar se tiče prilagajanja publike, čisto odvisni, če kak Abraham pa to, ne vem, kako kletvico vam pobereš, ne govoriš o temah, kot šel sem na WC in je bila neka čudna barva, naprimer. Ja, publiki se vedno prilagajaš. Če so mlajši spet, ne bojo razumeli nekih referenc, kot je, ne vem, Freddy Miller, ali pa mogoče Freddyja poznate, ne vem, nisem ziher. Take stvari razmišljati. Če greš starejšim, razlagaš, kaj je OnlyFans, oziroma ni jim logično to tako, ali pa če jim je logično, ne dojamejo celega koncepta, ker to ni zares del njihovih življenj. Nasvet za mlade, kako postane smešen, najboljše je, da si to, kar si, kar je najslabši nasvet za bilo kaj na svetu, ker je to najtežje, ko si mlad, ker pač se loviš, ker te vplivajo na tebe družbene omrežja, vplivajo profesori, vsi ti nekaj dajo, ti pa potem čez čas moraš ugotoviti to, kaj si. Temu se reče odraščanje. In potem, ko si, ne vem, recimo upajmo 20, že veš, kaj bi pa kaj si. Tako da to je ful slab nasvet, je pa to hkrati po moje edini nasvet. So seveda tehnike, pisanja humorja, ampak verjetno se vprašala tako v družbi pa to. Mogoče tudi empatija. Če se že norčuješ iz nekoga, tako mi imamo roaste, roast predstave, delaš to z ljubeznijo. Se pravi, ko se jaz norčujem iz, ne vem, nečesa, kar tebe, na primer, moti, delam to zato, da te ne bi več motilo. Ne zato, da bi te prizadelo. En kar zelo dober, ne tukaj prepoznavam, ko bi mogoče lahko, žal ga več ni, Patrice O'Neil, en komik iz Amerike, se je svoje pastorki, torej hčerki od
nove partnerke, se je norca delo iz njenega nosa, ker je imela ful velik nos in to je motilo. In v dokumentarcu po njegovi smrti je mala sama rekla, tako se je norca delo, da mi je že vse rekel, kaj je možno in doben sošolec več mi ni mogel reči nič, kar že ne bi čula. In jo je nehal nos motiti. Sprejela je tisti svoj nos. Ne? Ja. To je razlika mogoče med tem, ko včasih ljudje so bulji, ne? So nasilneži, verbalni ali karkoli, pa med tistim, ko te nekdo neki pika in te pikne, sam zaradi tistega pika si potem v bistvu močnejši, oziroma lahko preboliš, kaj te moti, kaj se ti je zgodilo, karkoli. Super ste to odgovorili, res. Omenili ste tudi, da ste nastopali zunaj kot Festival Lent, to ste imeli stand-up zunaj ali ste imeli noter v klubu? To je zunanje prizorišče. Zunaj, ja. Kaj vi imate rajši notranje v nekih klubih, pač stand-up ali zunaj? Ja, večinoma nastopamo tako pod teh zaključki, pa to so neprimerni pogoji. Vlada je ful dobra publika, oziroma so ful za akcijo in ful rata, ampak tu je tak. Potem imaš kakšne gostilne, kamor se spravijo. Ne? Se pravi, da je nekje šank, da je ne vem, ampak to je gostilna, kjer ljudje tako hodijo in je malo tako, da bi prišel nekomu v dnevno sobo. Potem imaš klube. Klub, kot je legendarni KGB v Mariboru, Brigadir v Mariboru, naprimer, potem imaš na Ptuju neke vrste Bodi, je tudi ta klub, Koln Kišta je bila včasih, v Celju imaš Menčen, Velenje imaš ta Max in tako naprej. Tam je ful fajn, ker je tako neko vzdušje, kot da bi rekel, tu smo si kolegi, ne? Da smo pod zemljo. In zdaj karkoli se reče je v tem kontekstu, ne? Tu se hecamo, zajebamo. Lažje je to vzpostaviti. Ne? Potem imaš pa vseh možnih velikosti kulturne domove po Sloveniji. Ne? Imaš kulturne domove za 80 ljudi, ko so super. Na Vurber, ko sem glih nastopil, smo imeli Rose župana Dupleka in smo bili v taki mali dvoranici, ful je odmevalo, ful neprimerna, ampak nekako smo ti spostavili, ko so prišli ljudje, se je še zvok nekako poklopil in je bilo super. Tak da od teh malih za 80 do tistih za 500 ali pa več, kulturni domovi so tudi super, ful fajn, hvala Bogu, da imamo toliko kulture v Sloveniji, da imamo to in da vsaka vas živi s svojim kulturnim domom, ampak tam je malo bolj, tam je kulturni dom. Ne? Razlika je, če greš v narodni dom ali pa na Štuka. Enostavno, v samem vzdušju, pa kdo tja hodi in levo, desno. Ne? Tako da, zdaj sem spet pozval, kaj bo vprašanje točno. Pač, če bi rajši nastopate notri ali zunaj? Zunanji nastopi so pa tudi čisto odvisni, če se naredi ful dobra atmosfera, dobro vzdušje, lahko ful čuješ. Ful je tega smeha, buta v tebe. Ne. Lahko je pa tudi tako, da ker pač notranje stavbe imajo zid oziroma steno, hočem reči, in odbija se v tebe. Ful bolj čuješ, lažje nastopati, lažje ostati trden in delati tisto, kar hočeš. Zunanje prizorišča pa tega nima. Veliko teh audio valov gre v luft, ne čuješ tega toliko. Takrat moraš pač ful bolj vztrajen biti, ful bolj miren, da jih ogreješ do te mere, da jih spet čuješ normalno. Ker tudi to je pomembno, da publika v bistvu tvoj bobnar ritem ti daje. Ko se publika neha smejati, ti začneš. Ne? Če jih sečeš, jih motiš, če predolgo traja od smeha do tvojega spet govorjenja, je tudi neskladno. Moraš priti v neko dinamiko z njimi in če jih ne čuješ, imaš ti problem, ne, na odru. Tako da vse posod rad nastopam, no, kjerkoli, in so pa različne prizorišče, pa različne publike med sabo. Katere starostne skupine pa najrajši nastopate pred, torej naprimer mlajšimi, potem malo starejšimi, mladino, najstniki ali odraslimi ali onimi starejšimi? Je najlažje vedno svojo generacijo nastopati, ker pač te razumejo, ker pač isto razmišljajo, iste stvari so doživljali. Fredija Millerja so v istem obdobju gledali, torej v nekem odraščanju, niso bili starejši, niso bili mlajši, takrat so tvoja generacija. To je vedno lažje. Glik sem nastopal v študentskih domovih Ljubljana, kjer se je pa že malo tako videlo, vsi smo to opazili, komiki, da malo drugače razmišljajo, ne? Ker ni bilo tako. Ene stvari niso bile smešne, ko so ponavadi naši generaciji smešne, ali kontra, nekje so se smejali, ko smo bili tako ponavadi, tu ni to. Ne.
starejši, ta srednja leta, se pravi, tukaj sem tudi jaz žena v bistvu, ampak ja, generacija mojih staršev pa malo nižje, mogoče so tudi super, oni so nekako otroke že vzgojili, lahko grejo že zvečer v kulturni dom in se imajo malo fajn, so ponovadi super publika. Starejši me imajo pa radi zaradi mojega materiala, ker govorim veliko o njih in jih hvalim, tako da ja, spet nisem dobrega odgovora podal, ker meni je vse posod fajn. Tako je tudi prav, ne? No, zadnje vprašanje pa je, če imate kakšno spodbudo za naše letnike, ki želijo postati kot vi, torej kako naj začnejo, pa če imate kakšno motivacijo, kaj bi bilo najboljše za njih? Po moje sam čim več probati, pa malo vztrajati. Se pravi, jaz sem 27. leta delal v kelnariji, sem čakal neko priložnost, da bo nekje prišla, da bo nekdo rekel, ti si pa smešen ali pa imaš dober glas, pridi k nam na radio. To se ful redko zgodi. Lahko se zgodi, ampak se ful redko zgodi. Tako da, če imate karkoli, s čemer se že ukvarjate, to razvijajte, probajte narediti v kaj več kot hobi, probajte kaj zaslužiti s tem, si narediti to v neko plačo, potem v neko lepo življenje, ne? Definitivno pa, če še ne veste, kaj bi, čim več stvari probati. Finta je, da če ti delaš 10 stvari hkrati, se prekuriš, če pa delaš eno stvar, po eno stvar, v obdobju enega leta se pa te stvari lahko povežejo. Se pravi, izkušnje iz kuharije ti lahko pomagajo pri športu, ne? Logično, nutricistika in tako naprej. Te izkušnje ti potem lahko pomagajo pri tvojemu biznisu, ker boš mogoče nekoč maser ali pa osebni trener. Čim več stvari proba, čim več se naučiti, čim več znanja pridobiti, se naučiti, kako se učinkovito in hitro lahko učiš česarkoli in pol pač pride do nečesa, čemu rečemo strast, nekaj, kar ljudje pol vzamejo za svoje in ne morejo več brez tega in piči miki. Tudi z vsemi socialnimi omrežji danes, mislite, da bi bilo v redu, da bi kdo naprimer se snemal, kako naprimer govori, kar komik govori, ne? In da bi to objavil na socialna omrežja, mislite, da bi dobil kaj, morda podpore od svojih prijateljev, morda tudi nasploh ljudi na socialnih omrežjih? Vse, kar je nareto s strastjo in ne na družbeni mreži, je po mojem nekomu zanimivo. Ali je to zanimivo skoraj vsem, ali je to zanimivo, ne vem, 3, to je pač stvar trga, ne. Ampak definitivno se splača najti način, na katerega svojo strast deliš preko družbenih mrež. Karkoli je. Okay. Najlepša hvala, gospod Gorinšek, za vaš obisk. Z vami pa sem bila Elena. Ne pozabite se nas ogledati na Instagramu ter na TikToku in se vidimo prihodnjič. Hvala vam.